Zaradi te prevare, ki se promovira na Facebooku, ste lahko ob ves denar in kripto. Pazite se! No in o tem vam govorim. Kar se vam kaže, je oglas za Sora, ta zadnji produkt od OpenAI, ki še ni od zunaj. Slišal sem za to, videl sem videe, bili so kar dih jemajoči. In kar so tukaj skemerji naredili je, da so ukradli celotno identiteto, vse videe, vse slike, postavili svojo spletno stran, svojo Facebook stran, kjer se izdajajo za OpenAI in da je Sora že izšla in da si jo lahko naložiš na računalnik. Zdaj, jaz sem ustvarjalec vsebin. Včasih je res prav težko najti kakšen odsek, kakšen video. In ta oglas me je pritegnil, sem si prav mislil, nisem vedel, da je že išla. Ampak potem, ko sem pogledal podrobnosti, so se začele pojavljati rdeče zastave. Zdaj, na tem primeru sicer ne morem ravno prikazati, ker so končno sneli tole Facebook stran dol, sneli so tudi svojo spletno stran dol. Mogoče je Facebook končno začel upoštevati naše prijave, tudi sam sem prijavljal tale oglas, ker se je pojavljal znova in znova, tako da bomo videli. Bomo pa videli v sledečih primerih, kaj je treba paziti. Ampak, če ste slučajno šli na to njihovo stran, si naložili ta program in ga pognali, je tukaj velika nevarnost, da je ta program zdaj poskeniral vaš računalnik za vse možne podatke. Prijave, kreditne kartice, kriptodenarnice, gesla, no vse to preskenira in pošlje njim. No in če ste slučajno poganjali tale program, ga morate takoj izbrisati, pognati sken antivirusa, si pobrati še kakšen malware detection program in tudi s tem narediti sken, zelo zavzeto spremljati svoj računalnik, če ima kakšno čudno obnašanje in spremeniti vsa možna gesla v vseh možnih prijavah. Ker ogromno je ljudi, ki zadnje čase tarna po internetu in po socialnih omrežjih, da so kar naenkrat njihovi računi blokirani. Da so njihove kreditne kartice bile kar naenkrat bremenjene, brez kakršnega koli razloga, z nekimi čudnimi zneski, ki jih oni niso naročili. Da jim je kripto enostavno izginil. No, to je eden izmed načinov. Prevarajo te s takimi lažnimi oglasi, lažnimi Facebook stranmi in lažnimi stranmi, da si naložiš njihov program. In so res dobri. Zelo dobri, kmalu so tudi mene pretentali. No, dajmo si pogledati še nekaj primerov. No, to je še en zelo priljubljen program, Leonardo.ai, in to je za delanje slik. Zdaj, na tej Facebook strani, ta prvo, kar je zelo očitno opazno, je tukaj tale naslov. Zakaj bi nekdo dal 0 namesto O-ja tukaj v ime Leonardo? Zagotovo stran, ki je legit, tega ne bi naredila, ker bi imela to ime že rezervirano. Zdaj, oglas, ki ste ga videli na račun Leonarda, je zagotovo tale oglas. Kaže, kaj vse se da delati, kar impresivno, a ne? In potem je tukaj tale download. Ampak ta download ne gre na leonardo.ai, ampak gre na tukaj so se že izdali leonardo.ai.pix. In potem še, če pogledamo komentarje, so neki njihovi komentarji, ki so jih zagotovo tudi skopirali, in potem so eni enostavno pač generirani komentarji. Poglejte to, naprimer, en in isti komentar od 2 različnih oseb, plus neka številka tle od spredaj. Še ena stvar, tukaj na sami strani, ta stran je bila očitno prevzeta oziroma shekana. Ko pravim zaradi tega, ker se vidi tukaj objave oziroma fotografije od prej. To je bila očitna prej neka stran o horoskopu. Recimo Libra, Bad Habits. To pa naj bi bil kao Leonardo.ai. Kar naredijo s temi aplikacijami, očitno je, da pač pridobijo vse podatke, te shekajo, zamenjajo geslo, pridobijo dostop do tvojih Facebook strani in jih spremenijo v svoj namen. In preko teh strani potem pošiljajo naokoli oziroma naročajo reklame na Facebooku, da pošiljajo naokoli svoj program nedolžnim žrtvam, ki si ga naložijo. In le te hekajo naprej. In potem seveda nekateri ljudje vidijo, da je to scam, prijavijo
In tako potem Facebook odklopi stran od nekoga, ki sploh ne ve, kaj se dogaja. Recimo predstavljaj si, da so ti kar zaprli Facebook stran, pa sploh ne veš zakaj. No, to je morda razlog zakaj. Ali pa Instagram, isto. Ogromno jih je, ki se tožijo, da jim je bil Instagram podhekan. Ampak to še ni vse. Ukradene informacije o kreditnih karticah uporabljajo za plačevanje teh oglasov. Tako da ja, če vidite slučajno kakšne čudne transakcije, boste morali vse to menjati. Zdaj jaz sam osebno nikoli ne shranjujem podatkov o kreditni kartici. Nikjer, nikoli. Ko me vpraša, če slučajno hočem shraniti po kakšnem nakupu, dam to samo stran. Ampak nekaterim je tako lažje in si to pa shranijo. Zdaj zagotovo so tile podatki tudi zašifrirani, ampak kar ima ta program lahko je tudi keylogger. To je, da si zapisuje vse, kar trenutno tipkate na tipkovnici in to potem pošlje njim. Zdaj, take stvari so smešno lahke za narediti tudi za programerja začetnika. Zato je to tudi v takem razponu. Naslednja stran, AI Video Builder. Spet, naslov tukaj je čisto nekaj drugega. Inscription Enligne, očitno nekaj francoskega. Spet neka pohekana stran, nad katero so skemeri prevzeli nadzor in jo naselili lepo s svojimi vsebinami. Tukaj je spet tale oglas, tokrat pod ta drugim imenom, zdaj je AI Video Builder. In to neprestano reklamirajo in Facebook to ve, da je skem, ampak kljub temu tole promovira, pusti oglase skozi. Bog ne daj, da objaviš kakšen oglas, kakšno žensko s preveč izpopolnjenim telesom. To ne bodo nikakor spustili skozi, kot oglasa, ne? Razlog? Zato, da ne bi bil kdo užaljen. Ampak to, ki je 100% skem, kjer ti naložijo škodljivo programsko opremo, preskenirajo cel računalnik za tvoje podatke in na račun tega lahko ostaneš brez denarja, no to pa lepo spustijo skozi. Tako da ja, Facebook je očitno postal leglo skemerjev. Ampak super je, da skrbijo, da ne bo nihče užaljen. Tukaj vidimo tudi vse te njihove objave, nimajo niti enega všečka, medtem ko tukaj zgoraj naj bi pa imeli 25,000 followerjev in 23,000 lajkov, kar se meni zdi izredno čudno, ne? No in ko poskrolamo dovolj dol, pa vidimo neke objave v arabščini. Torej, to so objave ta prave strani, ki je bila očitno pohekana, so ji spremenili ime, slike, objave so dali nove in teh ta starih niso niti zbrisali, vidite. Še ena taka stran, Midjourney AI. Tukaj je tudi smešen naslov. Vidite, kako piše Midjourney z 2 y-oma. In zagotovo ste videli tipo take oglase, da je odzunaj zdaj Midjourney 6 in da si ga lahko naložite in sprobate. Tukaj kažete take impresivne videe, ki si pač misliš, o super, to pa pač moram imeti, pa moram malo sprobati, ne? Ampak pogledajte tukaj naslov spletne strani, kam vas pelje tale povezava. Midjourney.network. Tukaj je tudi spet čisto neka druga povezava. Midjourney.page. In spet zanimivo pri tej strani je, da naj bi imela 637,000 followerjev, 619,000 lajkov, ampak vsebine nima skoraj da nič. Evo, in smo že na koncu njihove Facebook strani. Ta prva objava je bila 9. novembra 2022. In potem imamo tukaj še enega, AI Creator. Tukaj že takoj vidimo po tej objavi, da je URL oziroma link čisto nek tretji. Tukaj si lahko poberete njihov program, ki vam bo lepo preskeniral računalnik. In tukaj ne vem, a se niso vedeli odločiti, dali 3 in potem logo od OpenAI tukaj od zgoraj. Malo da vidim tudi 12,000 followerjev, 12,000 lajkov oziroma všečkov. Tukaj je nekdo že opozoril, da je fake, ampak čim nekdo opozori v komentarjih, ga takoj blokirajo, tako da me kar čudi, da je tale ostal. Evo, spet ena druga povezava, meganz file, tako da tile niti nimajo svoje spletne strani. Spet ena druga povezava tukaj iz TinyURL,
Tako da ja, treba se je paziti na vsakem koraku, gledati vse te stvari, na katere sem pač opozoril zdaj v tem videu. Če ste slučajno to naložili, takoj izbrisati program, pognati antivirus, pognati kakšen malware detection program, menjati vsa gesla, spremljati vse svoje račune. Če morda vidite kakšne čudne transakcije na karticah, menjati. Treba se je paziti na vsakem koraku. To je neverjetno, kaj vse delajo tile skemeri, da pridejo do vaših podatkov in do vašega denarja. Ali pa še hujše, da vas izkoristijo za svoje scam projekte in potem vas Facebook ali pa kakšna druga platforma, Instagram recimo, kar naenkrat blokira. Pazite se, preverjajte te oglase, preden karkoli nalagate dol, in če je karkoli sumljivega, prijavite. Sicer to zna vršt, recimo Facebook stran kakšnega reveža, ki je bil shekan in nič ne ve o tem, ampak rajši to, kot pa da se ta zadeva širi. Prosim, tudi delite ta video, zato da bo čim več ljudi to izvedlo. No, na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če bi morda tudi vi želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu videa in pripetem komentarju. In ja, seveda v zameno dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kripta, ampak tudi ostale trge. S drugim paketom pa dobite dostop tudi do Discorda, ki je kar lepo zaživel. Tam si delimo ideje, izmenjujemo mnenja in spremljamo kripto na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa lahko patroni tudi koristijo popust na moji spletni trgovini. Vse, kar so do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobroimetje. In nekateri lahko tako tudi nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam je že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, kjer je združenih več indikatorjev v enega, kar vam tudi prišpara na prostoru. Imamo RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah in imamo tudi MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah. Poleg tega pa je tukaj tudi ARI, to je indikator, ki sem ga spisal povsem jaz. Je kompletno na podlagi moje ideje, ker sem blazno pogrešal en indikator, ki bi kazal, kam na kriptotrgu se pretaka denar. In to vam v bistvu zelo lepo mapira in prikazuje, kam se pretaka denar, ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Seveda bom vesel tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej prevari. Ste morda nasedli? Ste naložili ta program? Kako ste morda rešili situacijo? Vse to me zelo zanima, kot tudi očitno ostale, zato kar komentirajte spodaj pod videom. In seveda bom z veseljem tudi podebatiral z vami. No pa si poglejmo še malo, kakšni videi, kaj sledijo. Zagotovo so še kakšne medijske laži, ki jih bomo razkrivali na tem kanalu. Bitcoin, njegovo gibanje cene je kar turbulentno. Tudi to bomo razkrivali na tem kanalu, kam bi se znalo to gibanje cene premakniti. Zaenkrat smo se odbili od ene zelo pomembne meje, kar bi morda lahko tudi nakazovalo na medvedji preobrat. No, kakorkoli že, vse to bomo skrbno spremljali, da pa ne zamudite kakšnega videa, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj obvestil. In to takoj, čim ga naložim. Hvala vam za pozornost, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.